Pozdravljeni! Začetek sezone svetovnega prvenstva Formule 1 2024 se nezadržno približuje. In mi si bomo pogledali, na katere voznike bomo letos morali biti še posebej pozorni. Vsakdo izmed nas ima svoje simpatije in seveda tudi antipatije. A tokrat si bomo ogledali 6 voznikov, ki pravzaprav v prihajajoči sezoni 2024 morajo dokazati tisto nekaj več, da bi lahko upravičili svoj obstanek v Formuli 1. In 6 voznikov pomeni približno 30% celotnega štartnega razporeda, kar je, vsaj po mojem skromnem mnenju, kar visok odstotek. In prvi voznik, na katerega bomo morali biti v naslednji sezoni še kako pozorni, je Logan Sargeant. Voznik, ki je, bodimo iskreni, bil kar sredi mnogih polemik, ko so mu pri ekipi Williams podaljšali pogodbo. A če se malce spomnimo, Logan Sargeant je prišel v Formulo 1 pravzaprav po spletu naključij. Najprej bi moral njegov sedež zasesti Oscar Piastri. Vsaj taki so bili načrti Alpina. Ampak potem se je Fernando Alonso odločil, da bo nadomestil Sebastiana Vettela pri Aston Martinu, kar naenkrat se je odprl sedež za Piastrija, ki je pa že podpisal z McLarenom. In zgodba nam je znana, pri Williamsu so ostali s prostim sedežem, ki so ga ponudili članu svoje lastne akademije, ampak Logan Sargeant v sezoni 2023 je dosegel 1 točko v primerjavi s 27, ki jih je osvojil Alex Albon. In tudi v drugi del kvalifikacij se je prebil le 2-krat, medtem ko Albon 7-krat in 1-krat celo v tretji del kvalifikacij. Torej, ne moremo na splošno dejati, da Logan Sargeant je neke vrste razočaranje, ampak po drugi strani bo letos moral pokazati še večjo rast kot lani. Drugi voznik, na katerega moramo biti pozorni, je Kevin Magnussen. Rad bi vas spomnil, v sezoni 2022 je tudi on, bodimo iskreni, po nekem spletu naključij dobil priložnost ponovno v Formuli 1. Namreč dejstvo, da Nikita Mazepin je bil odslovljen v Formulo 1, je tisti dejavnik, ki je Magnusenu nekako ponudil še eno priložnost. A moramo biti iskreni, v sezoni 2022 je Kevin Magnussen bil bistveno boljši od Mika Schumacherja. A v sezoni 2023 je bil Nico Hülkenberg tisti, ki je bil vodilni pri ekipi Haas. Torej, sedaj v sezoni 2024 ima morda Kevin Magnussen zadnjo priložnost, da pokaže svoje kvalitete. Ne smemo pozabiti, da v sezoni 2025 bo na vrata ekipe Haas verjetno potrkal že Oli Berman, član Ferrari Driver Academy, ki je že kot novinec bil prisoten v tej ekipi. Vkolikor bo Magnussen nadaljeval s trendom, ki smo ga videli lani, bo ta menjava po mojem skromnem mnenju neizogibna. Tretji voznik, kateri bo pod veliko lupo pozornosti, je seveda Kitajec Zhu Guanyu. Vstopa v svojo tretjo sezono v Formuli 1.
Lahko bi dejali, da je konkreten, ampak ni navduhujoč. Namreč ne smemo pozabiti na dejstvo, da pri ekipi Sauber ali kakorkoli se bo imenovala v prihodnosti, imajo Thea Pourchaire. Theo Pourchaire je prvak Formule 2 v sezoni 2023. Za sezono 2024 so ga nekako preusmerili v japonsko superformulo, kar pomeni, da v sezoni 2025 kakšnih velikih izbir ne bo. Zhu ima torej eno sezono, 24 dirk na voljo, da prepriča. Nekaj, kar do sedaj mu ni preveč dobro uspelo. In pojdimo k četrtemu vozniku, na katerega bomo morali biti še posebej pozorni. Yuki Tsunoda. Za razliko od Zhu Guanjuja bo Yuki začel že četrto sezono v Formuli 1 in verjetno marsikdo izmed nas pričakuje nekaj več. Malce več zrelosti, malce manj napak in predvsem bolj konkretne rezultate. V primerjavi s tistim nasprotnikom, ki ga je imel v ekipi Nickom de Vrijem, je bil Yuki Tsunoda seveda navdihujoč. Ampak ko so de Vrija zamenjali z Ricciardom in z Lawsonom, smo videli, da pravzaprav mladi Japonec ni tisto, kar bi mnogi izmed nas pričakovali. Namreč ponuja se realna možnost, da v sezoni 2025 nekako v zahvalo Hondi bi lahko, ukolikor bo dovolj dober, prav njemu ponudili drugi sedež v Red Bullu. Videli bomo, ali se ga bo zaslužil in kako se bo odločil Helmut Marko. In prav Helmut Marko ima, kar se tiče drugega sedeža v ekipi Red Bull, pravzaprav gnečo. Peti voznik, na katerega bomo morali biti pozorni, je seveda Daniel Ricciardo, ki se je vrnil v svet Formule 1, predvsem zaradi tega, ker je Nick de Vries razočaral. Ampak tudi avstralski voznik, bodimo iskreni, na veliki nagradi Nizozemske je napravil začetniško napako in se je poškodoval. Letos mora prepričati, da si prvič zasluži povratek v Formulo 1 in drugič, da si zasluži ponovno priti v Red Bull. Sam je mnogokrat dejal, da bi si želel zaključiti svojo kariero v Formuli 1 prav na sedežu, ki deli garažo z Maxom Verstappenom. Ampak želje so eno, resničnost običajno je nekaj drugega. Namreč tudi šesti in zadnji voznik, ki ga bomo danes obdelali, je pravzaprav vezan na Red Bull in to je, uganili ste, Sergio Perez. On je tisti, ki ima letos priložnost za enkrat voziti še Red Bulla in je pod veliko preizkušnjo. A pogledati moramo njegovo sezono 2023 iz različnih zornih kotov. Po eni strani je bila to njegova najslabša sezona v Red Bullu, ampak po drugi strani, če smo malce bolj iskreni, tudi njegova najboljša. Seveda, v skupni razvrstitvi je končal na drugem mestu, kar je čisto statistično gledalo enkraten rezultat, čeprav razdalja med njim in Maxom Verstappenom je bila gromozanska. In verjetno sedaj ima zadnjo priložnost, da nekako reši svojo kariero. In to pomeni, da mora biti malce bolj suveren, da mora biti takoj za Maxom Verstappenom, ampak ne sme ga kot običajno preveč ogrožati. A Sergio Perez pravzaprav je pokazal iste šibkosti, kot smo jih videli naprimer pri Aleksandru Albonu ali Pieru Gasliju. To ne pomeni, da je slab voznik, samo ni na tistem pravem nivoju
ki mu bi dovolila biti v Red Bullu. In kot sem dejal pred nekaj minutami, konkurenca je dokaj ostra. A kot smo videli v tem hitrem pregledu, kar 6 voznikov se bo moralo letos presneto izkazati, ukolikor bodo želeli ohraniti svoj sedež ali pa osvojiti tistega, ki si ga želijo. A za danes, za ta hiter pregled, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.